Dobro, to je bil torej Malamente. En zanimiv podatek, ne, izmed vseh videospotov, ki jih imamo danes na seznamu, ima tale največ ogledov na YouTubu, 141 milijonov, kar je dosti fascinanten podatek, ker gre vendarle za eno še vedno dokaj mlado glasbenico, pa imamo na seznamu tudi skupine kot so Rammstein, recimo. Kaj ti misliš, ima recimo videospot to moč, da naredi iz glasbenika svetovno zvezdo, recimo? Misliš, da bi Rosaliji uspelo tudi samo z glasbo ali videospot še igra to vlogo, da lahko promovira glasbenika na tak odmeven način? Ja, jaz mislim, da tukaj videospot igra bistveno vlogo, sploh pri uveljavitvi glasbenikov. Mislim, dobro, ne samo pri Rosaliji, ampak recimo, ne vem, imamo ful primerov, kako je zaradi ful atraktivnega spota nekdo eksplodiral, pa ne vem, pač je šel viral, zdaj ne vem, Gangnam Style recimo, pa že nek Freddie Miller pri nas recimo, že zaradi te podobe in tega videospota. Verjetno sam komad ne bi imel tem takega agitacijskega potencijala brez vizuali. Tako da ja, definitivno mislim, da ima spot bistveno vlogo tukaj. Mi dva skupino Kanada spremljava že celo desetletje, odkar so aktivni na svetovni sceni, se tudi zelo razvijajo, ampak po drugi strani pa ohranjajo ta nek svoj temelj. Ne? Se pravi, da se navdihujejo pri sodobnih videotrendih, ampak bolj črpajo iz zgodovine filma, ne? Iz, ne vem, Louisa Buñuela, iz Hitchcocka, velike simbolizma, nadrealizma, psihoanalize tudi, ne? In ta videospot se mi zdi zanimiv ravno zaradi tega, ker nekako poskuša poseči v to ikonografijo tega urbanega videa, ne? In podobno kot Rosalija to počne z vplivi flamenka, ne? Tudi oni se mi zdi, da poskušajo nadgraditi te neke klišejske prijeme iz, ne vem, rapa in hip-hopa. Kako ti doživljaš to, recimo, ta video? Ja, mislim, mene ful navdušuje, konkretno recimo pri tem videu, kako je čisto vsak kader v nulo premišljen, se pravi, zelo se vsak moment sklada, ne vem, z nekim poudarkom v glasbi, recimo, tako montažno kot ne vem, scenografsko, v smislu giba in koreografije. Se vidi, da je to na vrhunskem nivoju dovršeno, mislim, da tako v nulo. Kot si rekel, ja, Kanada pa po drugi strani se tako močno uveljavlja kot nek trendsetter, da mislim, da je postavlja zelo, zelo visoke kriterije in da se mi zdi, da zdaj po več kot desetletju njihovega delovanja, da, ne vem, se mi zdi, kot da so že malo v tem safe zonu, da že težko presenetijo, se pravi, da vsak izdelek tako zelo korekten, da sploh ne vem še kam lahko še zapeljejo, da bi spet neki ful, recimo inovativnega ali pa nek nov trend naredili, tako da se vidi, da samo nadgrajujejo te svoje prijeme, po katerih so prepoznavni. Meni se sicer zdi, da jim je ta videospot oziroma tudi njihovo ustvarjanje v zadnjem času, da jim je dalo nek nov zagon, da so našli tle nek nov smisel, ker ne pozabiva, da oni v bistvu izhajajo iz indie glasbe, ne, da so tam začeli in da ta prehod med bolj urbane izvajalce, recimo, mogoče jim celo odpira neka nova vrata. Se je tudi tebi zdelo, da so oni že zašli v neko slepo ulico nekje na sredini in da mogoče se celo malo iščejo, da iščejo nove poti? Ja, mislim, da je to vedno neizbežno v nekem procesu, ne? Se pravi, ko se uveljaviš in si postaneš prepoznaven po nekih prijemih in jih potem oni razvijajo do neke točke, potem je verjetno treba poiskati spet neko novo pot oziroma kako to implementirati na neke nove načine oziroma nadgrajevati. Tako da, ja, v smislu se pravi, tega zavoja v urbanost je definitivno nek tak svež pridih, ampak obenem se mi zdi, da je tukaj ta potencial Kanade še vedno večji, da bi, mislim, vsaj bi si želel mogoče še nekaj čisto tako nevidenega v smislu nekega preloma spet, ampak dobro, seveda to so samo zaradi tega, ker so ustvarili tako visoke trende, so tudi pričakovanja do njih vedno visoke, kar je mogoče malo krivično pol tudi. Ja, Rosalija je v zadnjih 2 letih od izida tega videospota sicer naredila en ogromen vzpon na svetovni sceni. Ta komad prihaja z njenega drugega albuma El Mal Querer, ki je prejel navdušen sprejem kritikov po svetu. V Guardianu je dobil recimo najvišjo oceno 5. Je pa zanimivo, ker gre v bistvu za konceptualni album, a ne? Ampak v tem primeru ona ni ravno sledila temu, da
bi posnela video album iz tega komercialnega konceptualnega glasbenega albuma, kar je dosti zanimivo, ne? Zaradi tega, ker ta video album, kakršnega si tudi ti posnel konec koncev, se nekako uveljavlja kot neko, recimo, ni ravno nov, je pa neko vse bolj prevladujoče sredstvo, s katerim glasbeniki opozarjajo na svoje izdelke. Zakaj misliš, da ona tukaj recimo ni storila tega koraka? Mislim, to je težko soditi, kaj je tukaj razlog od zadaj. Mislim, da je mogoče res škoda, če gre za konceptualni album, da ni ta, se pravi, konceptualnost prenešena tudi na vizualno. Mogoče gre tukaj zaradi nekih produkcijskih pogojev, mogoče bo pri vsakem spotu sodeluje z drugim režiserjem, kar pomeni, da potem se tukaj odpirajo različni pristopi in pogledi. Po drugi strani pa to tudi omogoča, ne vem, doseganje različnih občinstev, ne, če vsak spot na nek svoj način oziroma ima nek svoj koncept od zadaj, je mogoče neko večji manevrski prostor pa širino za poigravanje. Mogoče seveda tudi to, da ona kot mlada izvajalka takrat še na začetku mogoče si ni mogla ravno privoščiti, da bi planirala en tak ambicioznejši projekt, ne vem, 45-minutnega filma in da je, mogoče, če bi danes še enkrat posnela ta album, da bi danes mogoče iz tega nastal video. Ja, mogoče pa tudi presenetil, se pravi, cel ta uspeh pa ni bilo planirano, kot praviš, že od začetka. Dobro, gremo kar na drugi videospot. To je videospot za komad Oh Baby skupine LCD Sound System.